Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer izjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je ponedeljek, 24. november 2025. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je na referendumu padel, saj ga je večina ob doseženem kvorumu zavrnila. Vroč remi na derbiju v Ljudskem vrtu. Ponedeljkov intervju z raziskovalcem Urbanom Brenom. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Na včerajšnjem referendumu so volivci zavrnili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Proti zakonu je namreč po preštetih 99,92% glasov glasovalo 53,43% volivcev, 46,57% pa ga je podprlo. Hkrati je nasprotnikom uspelo doseči zavrnitveni kvorum, saj je bilo proti več kot 369 tisoč volivcev od zahtevanih 339 tisoč volivcev. Več volivcev je zakon podprlo le v volilni enoti Ljubljana center. Pobudnik referenduma Aleš Primc je dejal, da se je Slovenija odločila za življenje in, citiram, zavrnila vladno zdravstveno, pokojninsko in socialno reformo, ki je temeljila na smrti z zastrupitvijo. Konec citata. Dodal je, da je kultura življenja premagala kult smrti. Poslanka Svobode Tereza Novak je v štabu zagovornikov zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja po zaprtju volišč na referendumu ocenila, da je bila kampanja z njihove strani korektna, kar pa da ni mogoče reči za nasprotnike zakona. Zagovornik zakona Andrej Pleterski iz društva Srebrna nit pa je izpostavil, da referendumska nedelja ni zgodovinski dan za nikogar. Citiram, sedaj se leto dni ne bo smelo posegati v to tematiko, po tem času pa se bodo naša prizadevanja za sprejem zakona nadaljevala. Takšen zakon bo v tej državi zanesljivo sprejet, saj je to zgodovinska nuja, je dejal. Več o referendumski nedelji preberite v Večeru in na vecer.com. Z rezultatom 1:1 se je končal včerajšnji nogometni derbi Maribora in Olimpije v Ljudskem vrtu. Za vijoličaste je na tekmi 16. kroga prve lige, po kateri so 11 točk za vodilnimi Celjani, zadel Benjamin Teteh v 22. minuti. Za zmaje je izenačil Ivan Durdov v 53. minuti, pred skoraj 9000 navijači pa so zadnjih 10 minut zeleno-beli zdržali z nogometašem manj, saj je bil izključen Ahmed Muhamedbegović. Težko je bilo tekmo spremljati s tribune, je po tekmi dejal Feđa Dudić, trener Maribora, ki zaradi kazni moštva ni smel voditi s klopi. Začeli smo odločno, to je Maribor, ki ga želim gledati. Po zadetku pa smo zaigrali, kot da bo tekme kmalu konec. Žalujemo za 2 točkama, je povedal Feđa Dudić. Odzive iz obeh taborov najdete na vecer.com. Gost ponedeljkovega intervjuja je Urban Bren, profesor in raziskovalec Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Kot Fulbrightov štipendist je na Univerzi Johns Hopkins v ZDA doživel prihod Donalda Trumpa na oblast, kar opiše kot potovanje Alice v čudežni deželi. Svoje bogate mednarodne izkušnje primerja s stanjem v slovenski znanosti, kjer opozarja na problem bega možganov in pomanjkljivosti sistema financiranja. Bren je kritičen do tega, kako nekatere znanstvene institucije in podjetja v vzhodni kohezijski regiji vzpostavljajo nabiralnike, s katerimi pridejo do evropskih sredstev, ki jim niso namenjena. Govori o pomenu investicij za razvoj vzhodne Slovenije in o nujnosti, da Maribor zadrži najboljše mlade ume. V pogovoru z Jasmino Cehnar, ki ga najdete tudi v audio obliki v podcastu Ringelspiel, je Bren spregovoril tudi o vplivu umetne inteligence na znanost in o tem, kako pomembno je, da ohranimo kritično misel kljub tehnološkemu napredku. Urban Bren je sogovornik, ki brez zadržkov analizira stanje duha v znanosti in družbi. To je bil Večer izjutraj 24. novembra 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik
na različnih kanalih. Želimo vam uspešen teden, se beremo in slišimo.